Dober dan. V tem trenutku še niti ne poznamo razpleta včerajšnjih lokalnih volitev po vseh slovenskih občinah, pa je tu že vrhunec kampanje pred nedeljskimi referendumi o 3 zakonih. Na N1 tako začenjamo soočanja predstavnikov parlamentarnih strank sodelujočih v kampanji. Prvi na vrsti je zakon o vladi, po kateri bi ministrska ekipa premijera Roberta Goloba štela 20 in ne več 17 članov. Referendum je predlagala SDS, ki je zbrala tudi podpise. Danes jo zastopa poslanec Branko Grims. Pozdravljeni. Pozdrav. Vladajočo stranko Gibanje Svoboda pa predstavlja Sanja Ajanović-Hovnik, sicer članica sveta stranke in tudi ministrica za javno upravo. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Zdaj, gospod Grims, prvič se je zgodilo, da je opozicija blokirala zakon o vladi, ki ga ob formiranju nove večine praviloma sprejme vsakokratna koalicija. Nad zakon ste šli z referendumom. Zakaj? Dovolj je siromašenja Slovenije. Poglejte, ta vlada izčrpava Slovenke, Slovence, vse prebivalce in še posebej slovensko podjetništvo z višanjem davkov in hkrati z visoko inflacijo. Obenem zvišuje javno porabo, ki jo je celo fiskalni svet, ki je zagotovo blizu gledano ideološko sedanji vladi, ocenil kot nevarno. Tako zapravljanje ocenil kot nevarno. Vse to naj plačajo slovenski davkoplačevalci. Vlada želi povečati število ministrstev tako, da bo to evropski rekord, in obenem naj ljudje plačajo ne samo nova funkcionarska mesta za gospo Alenko Bratušek in ostale, ki so jim volivci pokazali z roko ven iz parlamenta, ampak to pomeni seveda tudi nove zaposlitve, nov aparat za vsako ministrstvo. Ministrstvo potrebuje svoj birokratski aparat in na koncu se to pozna z novo postavko v proračunu, kar pomeni še dodatno porabo, ob tem, ko vemo, da že zdaj je z rebalansom dvignjena javna poraba za 1,7 milijarde. Še enkrat povem, ker je celo fiskalni svet ocenil kot nevarno, kot nerealno, pomeni pa to dejansko siromašenje Slovenije, vse to plačujejo slovenski davkoplačevalci. Zato proti. Gospa Ajanović-Hovnik, zakaj torej vlada Roberta Goloba potrebuje 20 ministrov? Zakaj v Gibanju Svoboda menite, da je trenutna razdelitev resorjev zastarela in kako odgovarjate gospodu Grimsu, ki pravi, da gre za siromašenje Slovenk in Slovencev? Glejte, gospod Grims je sedaj odprl kar nekaj tem, ki se v bistvu dejansko ne tičejo tega zakona o vladi. Kaj zakon o vladi je? Gre za sistemizacijo vlade, gre v bistvu za to, da predsednik vlade kot predstojnik te vlade organizira delo na način, da bo učinkovito dosegel s koalicijsko zastavljene prioritete. Gospod Grims je odprl tu vse neke teme, ki se dejansko ne tičejo od fiskalnega sveta, sestave fiskalnega sveta in tako naprej. Mi smo tudi že v bistvu v temu zakonu jasno nakazali, da finančnih posledic ta zakon ne predvideva, za samo reorganizacijo poslovanja, da se vsebine povežejo med seboj smiselno, tako da bo mogoče dejansko učinkovito doseči te cilje. To ne pomeni, da se bo zaradi tega aparat povečal, ne. Bi pa na tem mestu vseeno povedala, da je nekoliko smešno, da stranka, ki je tik pred zaključkom svojega mandata pospešeno zaposlovala za nedoločen čas, govori o povečanju administrativnega aparata. Da stranka, ki je ustanovila službo vlade za digitalno preobrazbo, ne z zakonom o vladi, kot bi to sicer morala storiti, temveč z uredbo, govori o povečanju administrativnega aparata. Da stranka, ki niti v enem trenutku ni zmanjšala administrativnega aparata, govori danes o povečanih stroških in govori danes o ne vem kakšnih obremenitvah davčnih podjetij in podjetništva na račun tega, ko bi vlada v bistvu samo želela učinkovito organizirati lastno delo. Gospod Grims, mi smo davke nižali, vi ste to preprečili, to je direktno siromašenje ljudi. Mi smo sprejeli celo zakon, ki bi omogočil, da bi prav vsi, ki delajo, vsi zaposleni, imeli višje plače. Vi ste to ukinili in za povrh vsega ste celo ukinili, ker ljudje niti ne vedo, pač revalorizacijo dohodninskih razredov, ker pomeni, da bodo v prihodnje realno revnejši
da bodo realno manj dobili, celo tisti najrevnejši, na kere se vi tako radi sklicujete. Ampak če gremo v zakon o vladi, kar se tiče zakona o vladi, kdo pa plača vse to? Kdo plača vsak kapric Golobove vlade? Kdo plača nova ministrstva? Kdo plača nove zaposlitve? Kdo plača nove prostore? Kdo plača nov aparat? Ja, davkoplačevalci, se pravi Slovenke, Slovenci, prebivalke, prebivalci in vsi državljani in pa seveda slovensko podjetništvo. Zato nabijate nove davke. To je še kako povezano. Sej, tudi vsi socialisti se v tem mogli naučiti, da denar ne raste na drevju. Mi nimamo več kovnice denarja v Beogradu, tako je bilo včasih, ampak smo danes del evrskega območja in se seveda ne da kar tako pač dobiti denar. Denar morate nekje vzeti in zato dvigujete davke, da boste jih dali pač svojim nevladnikom, pa seveda za nova ministrstva, pa seveda za nove zaposlitve, ki ste jih imeli že kar nekaj, še kakšna žena od kakšnega poslanca koalicije vmes. Vse o tem smo precej že brali, tako da nikar ne pogrevajte te teme, ker bo zelo zanimiva ratala, če se začneva pogovarjati o zaposlitvah žena od poslancev in podobno. In na koncu vse. Da je smešno, da govori o tem SDS, ki da je po besedah gospe Janović zaposlovala prejšnjem mandatu. Plače zaposlenih, vse zaposlenih dvigovali. Mi smo davke nižali. Vi jih dvigujete in nabijate še nove in nove davke in napovedujete še nove in nove davke in tega ne bo nikoli konec, ker drugega sploh ne znate. Obenem ste pa zabeležili največji padec gospodarske rasti, ki ga je kdaj doživela Slovenija v kratkem obdobju. To je pač delo Golobove svobode v narekovajih. Jaz mislim, da sem prišla na soočanje o zakonu o vladi in tukaj zdaj v bistvu dejansko ne vem več, o čem se pogovarjamo. Se pogovarjamo o davčni zakonodaji, potem bi bilo verjetno bolj na mestu, da je na mojem mestu minister za finance ali nekdo, ki se podrobneje s financami ukvarja, ali se pogovarjamo o nevladnih organizacijah. Kdo bo to plačal? Ali se pogovarjamo o čem? Ne vem, gospod Grims, o čem vi govorite. Mi že ves čas govorimo in kot sem sama poudarila, zakon sam kot tak, reorganizacija vlade ne bo povzročila finančnih učinkov in zaradi tega, zaradi zakona o vladi se sigurno ne bo dvignil niti en davek. Je pa smešno, da govorite o tem vi, ki ste pospešeno kadrovali, ki ste pospešeno v bistvu siromašili to državo, ki ste ustanavljali urade ala tipa za demografijo in zaposlovali vese katere kadre, pri tem, da v bistvu ni bilo jasno, kaj so sploh naloge organov, ki ste jih vi ustanavljali. Pri nas zelo jasno povemo, da glede na to, da imamo že vrsto let težave, stanovanjska politika mladih, dolgotrajna oskrba, prihodnost starejših, prihodnost mlajših, potem šolska politika, razvojna politika, to so klimatske spremembe, to so teme, ki se leta niso reševale. Zakaj se niso reševale? Verjetno tudi zato, ker so ta področja bila razdeljena med različnimi ministrstvi in kot silosne organizacije, kar ministrstva so, smo ugotovili, da točno iz tega naslova ne moremo učinkovito nasloviti težave, izzive, ki so ključni in za katere se je naša koalicija zavezala, da jih bo reševala. A pa vi lahko, se opravičujem, gospa Janović-Hovnik, na tem mestu zagotovite, da se zaradi tega zakona o vladi, če bo se opravičujem, boste dobili besedo, ampak bi rad tole vprašal. Če bo zakon na referendumu sprejet, če se bo število ministrstev povečalo na 20, lahko na tem mestu zagotovite, da se dejansko proračunske postavke, da to proračun ne bo stalo niti evra več, zato ker bomo pač imeli 3 nova ministrstva? Iz tega naslova niti evra več ne. Iz tega naslova sigurno ne. Zaradi tega, ker so se ustanovila nova ministrstva, ki bodo zaposlovala ljudi, ki so že sedaj zaposleni, ker se bodo sektori selili med ministrstvi, iz tega naslova ne bo niti novih zaposlitev, niti ne bo finančnih učinkov. Je pa res, da če bo prišlo do novih zaposlitev ne zaradi tega, temveč zaradi kakšnih novih programov, ki se do sedaj niso izvajali, ampak še enkrat ne, to ni vezano na zakon o vladi. Zakon o vladi kot tak ne bo povzročil nobenih finančnih učinkov, ker se bodo ministrstva tvorila izmed ministrstev, ki že sedaj so, vendar smo ocenili, da na tak način, kot so organizirana, ne moremo učinkovito naslavljati izzivov. Gospod Grims, vi ste enkrat že rekli, da so to laži.
Zakaj menite, da so? Glejte, to ne samo, da je smešno, ampak je prav tragično. Ne? Trditi, da ne bo niti evro več, je popolnoma nemogoče. Ne? To je ne samo očitna laž, ampak še velika neumnost. Že itak se pojavijo 3 nove funkcionarske plače za 3 nove ministre. Vsak minister mora imeti svoj kabinet. Ki že sedaj je. Ja, seveda, pa nimajo takih plač, kot bi jih potem imela. Ja, kako pa vi veste, kakšne plače bodo? Ja, boste rekli, da bodo ministri imeli plače nižje, kot jih imajo zdaj, kot zaposleni v birokraciji? Kot državni sekretarji imajo mogoče 100 evrov nižje plače, kot jih bodo imeli kot ministri. Če dovolite, poleg tega je vprašanje še potem prostorov, vsega, kar se to za sabo potegne, in sami ste rekli, novi programi. To, kar sem povedal, najdražji bo na koncu nove postavke v proračunu. Ne? In govor, da to ne bo dražje, je velikanska neumnost. Ne? S tem, da trditev, da to ne bo stalo, ker ste ravno kar rekli, da to ne bo stalo niti evra več, to je točno toliko resnicno kot trditev predsednice 8. marca, ki je rekla Baracku Obami, da smo imeli v Sloveniji referendum proti nasilju nad ženskami. Zakon o vladi imava danes, soočava se glede zakona o vladi. Pa boste želeli z Niko Kovač govoriti, se boste dogovorili in boste imeli soočanje z Niko Kovač. Danes Nike Kovač ni na tem mestu in ne vem, zakaj o tem govorite z menoj. Zato, ker je očitno laž tudi temelj vaše vlade, tako kot poiskanje k nasilju. Povejte vi meni, koliko selitev je bilo v lanskem letu izvedeno v okviru ministrstev in vladnih služb. Veste mogoče? Vam jaz povem, 20 selitev je bilo izvedenih v okviru ministrstev in vladnih služb. Veste, koliko selitev je bilo v predlanskem letu izvedenih v okviru ministrstev in vladnih služb? 15, gospod Grims. In kdo je to plačal? Ker ravno kar govorite o tem, kdo je to plačal? Povejte mi, kdo je to plačal? Mogoče veste, kdo je to plačal? Mi smo nižali davke, gospa, vi jih pa višate. Davkoplačevalci so to. Dajte se naučiti, v čem je ta razlika. Ne, gospod Grims, davkoplačevalce smo mi hoteli razbremeniti, vi ste to preprečili. Fizično ste preprečili, da bi se uveljavil zakon, ki je bil že sprejet, ki bi vsem zaposlenim dvignil plače. Gospod Grims, zakon o vladi je tema. Zakon o vladi je tema. In zdaj nabijate dodatne davke, zato da boste imeli za nova ministrstva. In zato je temu treba reči dovolj, zato je treba biti proti. Jaz sem bila prejšnji teden v tujini in ko sem razlagala, da imamo referendum o vladi, sem najprej potrebovala pol ure, da sem tujcem sploh razložila, v čem je problem. In veste, kaj so mi rekli? Kako to, da vi organizirate svojo vlado z zakonom? Demokracije, ustaljene demokracije, to počnejo z uredbo. A veste zakaj? Ker je to sistemizacija. Ker vsako podjetje svojo organiziranost prilagaja izzivom časa, v katerem se pač podjetje v tistem trenutku nahaja. Ampak ne, gospod Grims, vi pač niste pripravljeni sprejeti poraza na aprilskih volitvah, zato delate vse, kar je v vaši moči, da tej vladi preprečite, da bi čim bolj učinkovito delala. Zakaj? Ker se v bistvu tisto, česar se vi najbolj bojite, je, da bi ta vlada dejansko uspela uresničiti svoje obljube. Tega vas je na smrt strah. Sej, to je lahko upravičen strah in ga tudi razumem, da je upravičen strah, ampak vsi vaši argumenti in vse vaše floskule, vsa vaša zavajanja je treba pač čisto jasno povedati, da so to zavajanja in floskule, politične floskule, da v resnici gre zgolj in samo za nagajanje. Za nagajanje. Nagajanje, gospod Grims, ne sprejmete poraza na aprilskih volitvah, pravi? No, pogledajte, na lokalnih volitvah je SDS zmagala. To se pravi, od danes naprej lahko govorimo, da se Svoboda ni sprijaznila s tem, da je SDS zmagovalka lokalnih volitev. Po tej logiki, kot je zdajle gospa sama predstavlja. Tisto, kar v SDS podpiramo, je vsak predlog, in to sami dobro veste, ki gre v korist ljudi, ki je v dobro Sloveniji. Kater predlog ste podprli? Kater predlog ste podprli? Zadnji predlog, ki ste ga podprli? Ki smo jih zdajle sprejema tamle v parlamentu, gospa, pa se boste videli. Seveda pa ne bomo podprli tistega, kar pomeni večanje porabe v času, ko se pač pojavlja kriza, ko je kriza tukaj, ko trka na vrata. Vlada je pa operativno že zdaj popolnoma nesposobna. To se je pokazalo, ko je na začetku. Glejte, mi smo videli, ne, gospod Grims, zato ker zopet govorite o temah, ki nimajo veze. Seveda ima veze, pa še kako ima veze. Kako ste vi reševali krizo, smo videli leta 2012, ko ste sprejemali ZUJF,
ki je poglobil krizo. Ampak tudi to ni tema zakona o vladi, se opravičujem, tu bi... Ampak tole, kar želim pa jaz povedati, pa je tema, ker gre za operativnost vlade. Ne? In tu z večanjem števila ministrstev vlada postaja še manj operativna. Da je bila pa že do zdaj popolnoma neoperativna, se je pa videl že na začetku poletja, ko je z neumno napačno izjavo gospod Golob sam povzročil špekulativno krizo. Veste, da je bilo pomanjkanje goriva po celi Sloveniji več dni. Obstajali so celo kamioni z najbolj občutljivim tovorom, tudi tujci. In kaj se je zgodilo? Vlada ni ukrepala, ker je popolnoma neoperativna. Zdaj bi jo pa še povečali, zato da bo še bolj neoperativna. Dejte, gospod Grims, govorite na pamet in o stvarih, o katerih preprosto... O stvarih, ki so dokazljive, preverljive, se jih ljudje na lastni koži občutijo. O stvarih, o katerih preprosto nimate dovolj znanja. In najbolj pravilno in najbolj pošteno bi bilo, da se o takih stvarih pač ne pogovarjate, vsaj ne pred slovensko javnostjo. Pa kakšno znanje je pa treba imeti, da ugotoviš, da je gospod Golob povzročil sam špekulativno krizo, ko je napovedal dvig cen. Zakon o vladi, gospod Grims. Zakon o vladi, gospod Grims. To je operativnost vlade, gospa, ker je argument proti večanju vlade. Tu bi samo dodal, da tudi vaš poslanski kolega, donedavni predsedniški kandidat Anže Logar, je menil, da je razdelitev ministrstev načeloma stvar vsakokratnega predsednika vlade in ni nasprotoval predlaganemu zakonu o vladi. In še prva Janševa vlada 2004 do 2008 je ustanovila 2 novi ministrstvi, in sicer Ministrstvo za javno upravo ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Tudi to Ministrstvo za visoko šolstvo je zdaj del zakona te vlade. Je pa res, da je ukinila takrat Janševa vlada Ministrstvo za informacijsko družbo. Toliko v pojasnilo. In da spomnim, zdaj pa vprašanje še za vas, gospa Ajanović-Hovnik, kaj bo z Ministrstvom za solidarno prihodnost? Koordinator Levice Luka Mesec, minister za delo, trenutno pravi, da je za to ministrstvo za solidarno prihodnost že prepozno, da ga ne glede na izid referenduma ne bo, da je to premijeju že povedal. Vaš predsednik Golob pa pravi, da se, citiram, nič se ne spreminja, ne glede na to, kaj kdo izjavi, konec citata, in da bo minister za solidarno prihodnost potem, če bo novi zakon o vladi začel veljati, moral biti imenovan. Kaj se bo torej zgodilo? Glejte, ta zakon o vladi je v parlamentu že sprejet. Torej, v bistvu, zdaj v nedeljo bomo samo potrdili uveljavitev tega zakona. Torej, z potrditvijo uveljavitve tega zakona pomeni, da se zakon, tak kot je sprejet z zakonom o medgeneracijski solidarnosti, uveljavi, ne? In na podlagi tega zakona se ministrstvo uveljavi, torej jaz nimam nobenega podatka, da se to ministrstvo ne bi ustanavljalo ali da je prišlo do kakršnekoli spremembe. Torej ministrstvo bo. Ampak če Luka Mesec, ki ne bi to ministrstvo zasedal, pravi, da je že prepozno zanj, ne? Da je pol leta po formiranju vlade zato že prepozno in da nima smisla in da bi raje ostal minister za delo. Kaj bo torej? Moral bo biti bo pa torej mogoče imenovan, nekdo drug, potem minister za medgeneracijsko solidarnost. Mogoče je Luka Mesec ugotovil, da mu ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v bistvu bolje leži po vsebini, ki jo sedaj upravlja, vendar kot rečeno, to ministrstvo bo ustanovljeno, ker v nedeljo, ko bomo potrdili zakon o vladi, je ta zakon veljaven. Gospod Grims? Zelo zanimiv argument je gospa uporabila. Pravi, da je argument za to trajnostna oskrba. Ne? Vi pa ste trajnostno oskrbo hoteli ukiniti. Vzeli ste 80 milijonov iz dolgotrajne oskrbe in 60 milijonov dali za ilegalne migrante. Ne? Se pravi, za starejše Slovenke in Slovence, ki so gradili Slovenijo, nič, vse pa za tujce. To je vaša politika. Zraven ste pa še ukinili urad za demografijo in iz tega je čist jasno, kaj je v resnici vaša politika. Vaša politika je protislovenska. Rušite Slovenijo, siromašite Slovenijo. Težko vas je poslušati. Ne, ni res. To so čista zavajanja, to se greste čisto ideologijo za nekaj svojih prepričancev. Tu izvajate ne vem kakšno demagogijo. Urad za demografijo, gospod Grims, če želite, ni imel niti ene konkretne naloge opredeljene. Ali še bolje, naloge, ki naj bi jih kao pripravljal, jih že po defaultu, že po svoji ustanovitvi, po svojih pristojnostih počne Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti. Zakaj ste ustanavljali urad za demografijo, ne bom zahajala v to področje, ampak predvidevam, da ste nekaterim svojim izbrancem želeli zagotoviti neke varne službe
in se iti ideološke igre, kar že ves čas počnete. Kar se pa tiče dolgotrajne oskrbe, nihče ni ukinil dolgotrajne oskrbe. Je pa res, da zakon, ki je bil sprejet pod prejšnjo vlado, ga ni bilo mogoče izvajati na način, kot je bil sprejet. In to je vse, kar je zapovedati o tej temi. Mislim, da je tudi minister za zdravje tudi že napovedal v kratkem, da bo prišla novela zakona, ki bo dejansko omogočila, da se bo zakon lahko kot tak začel izvajati. Tako da, gospod Grims, gledajte, zakon o vladi je tema. Jaz verjamem, da vi nimate argumentov, ker je dejansko težko imeti tu argumente, ste pa izkoristili priložnost, tako kot vsakič, ko se v bistvu vi pojavite pred kamero ali imate besedo, da odprete 5000 nekih tem nepovezanih in prepričujete svoje prepričance naprej. Gospod Grims. Še enkrat povem, da prvo in osnovno je, kdo to plača. Vsako tako povečanje, vsako zaposlitev, tudi za gospod Alenko Bratušek, vsako povečanje birokracije plačajo slovenski davkoplačevalci. Če bi vam šlo samo za število ministrov, to itak si bi lahko naredilo po sedanjem zakonu vladi. Vam se gre pa za ministrstva, za aparat, za vse stroške, za vse, kar to za sabo potegne. Ker je seveda neprimerljivo dražje, ker je neprimerljivo dražje kot to, o čemer sem govoril. In zato je treba biti proti. Vi na pamet govorite, dovolite, da končam, gospa, enkrat za spremembo. Ne? Drugo pa, ko govorite o trajnostni oskrbi in pa o uradu za demografijo. Smo v državi, ki ima najnižjo rodnost v Evropi, kolikor je meni znano, 1,1 in smo dobesedno pred izumiranjem. Zato je bil ustanovljen ta urad. Vi ste pa tam zaposlene prezaposlili na ilegalne migracije, s čimer samo potrjujete to, kar sem že malo prej povedal. Vaša politika je uničevanje Slovenije in uničevanje slovenstva. In zato je treba biti trikrat proti. Glejte, ključno vprašanje, ki je, ali bo vlada uspešno izpolnila zaveze, ki si jih je zadala. In potem nas bodo volivke in volivci tudi ocenjevali, kako učinkovito smo teme, ki smo si jih zadali, ki smo jih zapisali v koalicijsko pogodbo, dejansko tudi uresničili. In mi ocenjujemo, da za novo organiziranostjo, kjer bomo vsebine smiselno med seboj povezali, dejansko lahko uresničili svoje obljube. Tu bi jaz še enkrat proti koncu gremo spomnil na to novo sestavo. Skupaj jih bo 20, 3 več kot zdaj, in sicer 19 z resorjem, 1 brez resorja. Vlado bi po novem sestavljali tudi minister za solidarno prihodnost, ki očitno bo, kot ste prej dejali, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ter minister za naravne vire in prostor, služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in služba vlade za digitalno preobrazbo bi postali ministrstvi. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa bi še vedno vodil minister brez listnice. Za konec samo še v nekaj stavkih, zelo na kratko, gospod Grims, zakaj v nedeljo proti in vi zakaj v nedeljo za, gospod Grims pa najprej? Že vse naloge, ki jih je treba upravljati za dobro Slovenk in Slovencev, za dobro državljank in državljanov, se lahko upravlja v okviru sedanjih ministrstev. Že zdaj smo v vrhu po številu ministrstev s vsemi ostalimi državami Evropske unije, po vsem vrhu. Če bi se sprejelo to povečanje, bi bili absolutni evropski rekorderji po številu ministrstev. Vse to seveda na koncu plačajo davkoplačevalci, ne samo funkcionarske plače, plačajo zaposlitve, plačajo aparat, plačajo prostore, plačajo vse tisto, kar to za sabo potegne. In zaradi tega se nabijajo novi davki, zaradi tega pač ta vlada ne dela drugo, kot da ukinja celo tisto, kar bi omogočilo ljudem, kar je bilo sprejeto v našem obdobju, da bi imeli višje plače. Zaradi tega siromaši podjetništvo in zaradi tega najboljši podjetniki, celo gospod Akrapovič, napovedujejo svoj odhod v tujino. Na tem bi se morali zamisliti in v tej smeri bi bilo treba ukrepati. Treba bi bilo zategniti pač pas v tem času krize, ki je očitna, in sicer pas na vladi. Vi ga pa zategujete državljankam in državljanom, vlada se pa širi, vlada se pa krepi. In zato je treba biti proti. Zato, ker je treba narediti konec siromašenju Slovenije. Gospa Ajanović-Hovnik, še vaše zaključne misli, zakaj za? Glejte, mi smo že ves čas predvolilne kampanje in potem tudi takoj po volitvah obljubljali zeleni prehod, obljubljali digitalizacijo v bistvu v celotni državi, obljubljali prihodnost mladim in starejšim, in to se potem odraža tudi v koalicijski pogodbi. Ocenjujemo, da te svoje obljube lahko učinkovito
uresničimo na način, da organiziramo lastno delo na način, kot je predlagan z zakonom o vladi. Dejansko gre le za reorganizacijo že obstoječih resorjev, ne pomeni ne novih zaposlitev, ne pomeni nobenih novih stroškov. Dejansko govorimo zgolj in samo o tem, da se vsebine smiselno med seboj povežejo tako, da bomo dejansko lahko po 20 letih implementirali spremembe, ki so potrebne in za katere smo se tudi zavezali. Vse ostalo, o čemer je gospod Grims govoril, sem pa mislim, da že prej naslovila. In tu bomo naredili piko. Spoštovana gosta, gospod Branko Grims, gospa Sanja Ajanović-Hovnik, najlepša hvala, da ste se soočila o zakonu o vladi. Hvala. Hvala in ne pozabite v nedeljo 3-krat proti. Za, 3-krat za. Saj veste, vaša je zadnja, torej vi imate zadnjo besedo v nedeljo. Hvala za vašo pozornost danes. V sredo se vidimo na novem soočenju, tokrat o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za danes pa hvala lepa in nasvidenje.